Ok, vidiš, to je to, kar moram nekaj svaka čas igralcem. Živjo, sem Tanja Toplak, prihajam iz Ljubljane, stara sem 45 let, veganka sem od 6. septembra 2015, imam partnerja, 2 otroka, psičko Rešenko in kuščarja. Sem podjetnica, zelo rada berem knjige in pa v prostem času kuham. Veganstva nisem poznala, prvo sem postala veganka, šele potem sem spoznala veganstvo oziroma spravim, da je veganstvo našlo mene. Ker pa je veganstvo veliko več kot samo prehrana, pravim, da sem prvo postala rastlinojedka. Namreč imam zelo redko presnovno motnjo in hrana mi je predstavljala zelo velikega sovražnika, bala sem se jesti, kaj sploh lahko jem. In sem bila 1,5 leta povratnik urgence, bolnice in nihče mi ni znal pomagati. In v bistvu, ko sem jaz hodila stalno na te injekcije, kjer so mi lajšali te hude bolečine, sem stalno poslušala, kako hrana nima veze na zdravje. Potem sem začela pa sama to raziskovati in ko sem raziskovala, sem se tudi včlanila v razne skupine, tudi na Facebooku sem dobila uvid in pa ozadje mlekarske, farmacevtske industrije in tisto, kar sem videla, mi v bistvu ni bilo všeč. In takrat sem šele v bistvu dojela, da veganstvo ni samo neka dieta, ampak je v bistvu mnogo več. Sicer pa morala, etika je prišla pri meni pač kasneje, ravno z uvidom v ozadje teh stvari. Mislim pa, da je zelo ključnega pomena tudi razni aktivizmi, ki so, in sicer iz tega vidika, ker ljudje drugače različno dojemamo stvari, drugače doživljamo in predvsem pri aktivizmu mi je to všeč, da je vse je v bistvu miroljubno, na miroljubni bazi. Sama pravim, da sem imela nekje 2 wake-upa, se pravi ta 2 klica. Prvi, moram priznati, je bil kamion smrti, in sicer na slovensko-madžarski meji je bil ta kamion s temi živalmi, gor so bili kriki teh živali in takrat sem jaz prvič dojela, kam te živali grejo. Noč sem jih videla, bile so natrpane, bilo jih je polno, bila je tema, nisem želela priti bližje pogledati, krikov žal nisem mogla zbrisati. In takrat se je v meni toliko premaknilo, da sem sploh dojela, da ni vse tako lepo, kakor mi mislimo. Ta drug wake-up call je bil pa jumbo plakat, in sicer Perutnina Ptuj, mi znamo s piščanci, humana reja. Jaz sem tisto doživela tako, kakor da se mi nekdo porogljivo smeji direkt v obraz, ker prvo je treba vedeti, kaj je to humano. Druga zadeva je, a te piščančki pol kar ali kokoške grejo kar veselo v zakol, se pravi, da se jih ubije. In mi to dvoje ni šlo skupaj, no. In zato pravim, morala, etika je prišla pri meni v bistvu kasneje. Ko sem se po 1,5 leta povratništva, urgence in bolnice, se pravi te agonije, znašla na Japljevi, ko me je zdravnik pogledal, to je preiskava in poseg obenem, imenuje se ERCP, to gre tako kot gastroskopija, čez usta dol in zgore proti jetrnim kanalom, so mi čistili te holesterolske kamne. V počivalnici sem bila v počivalnici, je prišel zdravnik in mi je pač povedal, česa vse jaz ne smem jesti. Moram priznati, da takrat sem jaz vse v svet. Dejansko nisem vedela, kaj bom zdaj sploh jedla, kaj se mi je zgodilo, kako bom jaz tukaj živela, kako bo to vplivalo na mene. In verjamem, da na ta način tudi razmišljajo ljudje, kaj sploh vegani jemo. Se pravi, njim to ni jasno. In tako meni takrat ni bilo jasno, ne. Potem pa dojameš, da pač to sprejmeš in začneš gledati drugačno življenje. Pač
ta bolezen postane del tebe. Pri meni so pač problem mlečne beljakovine, problem je tudi maščoba, ker imam pač strukturo žolča tako, da se mi delajo holesterolski kamni in morala bi imeti v bistvu doživljenjske tablete, ki jih seveda zdaj leto in pol že ne uživam več in se pozna na krvi. Jaz sem si po 3-4 mesecih veganstva uredila krvno sliko v top, v nulo. In sicer problem je bil vedno holesterol, ki je sicer bil vedno isti, ampak zdravniki ponavadi ne gledajo še na LDL, HDL in trigliceride, iz tega se pa izračuna tako imenovano razmerje. In pred veganstvom sem imela jaz v bistvu tako zelo slab rezultat, da sem bila kandidat za infarkt. Zdaj sem pa dobila en teden nazaj izvide krvne in ne samo holesterol, tudi B12 sem si dala pogledati, feritin, železo in lahko povem, da je top of the top. Na blog je vabljen vsak, ki si želi preprostih receptov, enostavnih receptov, dobrih jedi, ker jaz rada dobro jem. Ne maram pa komplicirati, pa da sem, ne vem, 10 ur tam v kuhinji, oziroma 2 ure v kuhinji. Tako da preproste, enostavne jedi. Nekdo, ki je čisti začetnik, ali pa nekdo, ki še ni slišal, ne vem, primer topli sendvič, jaz sem ga sanjala 3 leta, pa sem ga nedolgo nazaj, da rečem, pogruntala, kako se ga lahko naredi in sem to objavila na blogu. Ali pa kolegica dela krasne sirove palačinke Auroro s sirom, brez sira seveda, se pravi brez skute, tudi to je gor napisan. Ali pa burak sirov, brez sira. In to ljudem ni jasno. Ali pa bolognese, dobro, to je splošno znano, ampak nekdo, ki je začetnik, teh stvari ne pozna, tako da gre komot lahko gor, pa si več prebere. Družina, prijatelji, vsi so me lepo sprejeli, bom rekla, jaz sem bila žrtev moje bolezni na začetku in iz tega vidika krasno sprejeta. Čim sem začela poudarjati moralo in etiko, se je zgodba obrnila. In sicer, jaz sem se počutila, kot se verjetno geji in lezbijke, ki razkrijejo svojo spolno usmeritev, kar naenkrat je Tanja ratala čudna, kar naenkrat je Tanja ratala agresivna, kar naenkrat je bilo z mano vse narobe. Zakaj? Zato, ker sem samo poudarjala moralo in etiko. Tako da to ni prav. Zato, ker res, ko pravim, človek je bil v bistvu prvo, kaj? Nabiralec. Potem je bil v bistvu lovec, danes smo plavci. In jaz vedno poudarjam, da kar je v bistvu legalno, še ne pomeni, da je v bistvu tudi prav, oziroma da je moralno. In vsak se mora vprašati, a želim biti del tega ali ne. Ker, ko greš ti v naravo, se pravi na podeželje, kaj vidiš? Vidiš srečne krave. In ne razmišljaš, od kje je mleko, ne razmišljaš, od kje je meso. Pa se opravičujem, za mene meso ni meso. Za mene je meso, če smem povedati, truplo. Ker ko človek umre, njegovo telo je truplo. In žival, ko je zaklana, je kaj? V vseh klavniških dokumentih piše trup. Se pravi, zrezek, klobasa, to so predelane stvari iz tega trupa, iz trupla. In jaz pravim za sebe, jaz sem tako rekla, vsak se mora zase odločiti. Jaz zase vem, da tisto, kar je imelo srce, obraz, mamo, jaz tega ne jem. In sem na to ponosna. In me ni sram tega poudariti. Kjer je koristi zelo veliko, v bistvu eno je krvna slika, to, kar sem povedala, se pravi zdravje, nisem več gost, inventar urgence. Nove urgence ne poznam še in je tudi upam, da ne bom, ker smo še druge stvari, ok. Ampak sicer, takoj sem se odlično počutila in pa bistveno, kar je meni kot ženski zelo prijalo, je bilo to, da ljudje, ker jaz sem bila vegan, se pravi septembra, pa je bila zima vmes, spomladi, ko smo se začeli z ljudmi odprej srečevati, nisem mogli verjeti, sploh me niso spoznali, ker sem se za 10 let pomladila. Tako da je dobro vedeti, oziroma je v bistvu groza, koliko sem prej slabo izgledala. Tako da ja, veliko koristi je, predvsem pa ne samo to vizualno, pa zdravstveno, ampak jaz se lahko pogledam v ogledalo. To je to.
sporočilo za na koncu bi bilo neverjetnim veganom, neverjetno meni, kar sem danes povedala, začnite sami razmišljati svojo glavo, pojdite si vzeti kakšno knjigo, preberite si kakšne stvari, bi pa priporočala, da se prijavite na veganski izziv na www.izziv.si in sicer boste dobili vsak dan recepte, to pomeni, da ne bo več izgovora, da ne veste, kaj bi jedli, kaj bi kuhali, dojeli in videli boste, da dejansko vegani ne jemo trave. In pa ne poslušati sosed in ne poslušati in gledati, kako je en veganski otrok umrl, namreč na to temo bom tako rekla, vi veste, koliko otrok sejedih umre dnevno, pa nikjer ne piše v časopisu. Zakaj že ne? Tako da treba je mičkeno svojo glavo razmišljati in moje sporočilo bi bilo samo dajte vklopiti srce pa zdravo kmečko pamet. To je vse. Živjo, sem Tanja Toplak, prihajam iz Ljubljane. No, še enkrat, hvala. Ja, to je zato. Bomo samo en film. Ok, še enkrat, čakaj.